Do sedaj lahko rečemo kot nepristranski, da so bile vse predstave fenomenalne. In kot nepristranski voditelj bom povedal, da sledi najboljša predstava, kar boste videli v naslednjem tisočletju. Sledi predstava 4. D razreda. Objektivno najboljšega razreda v celi šoli, blizu za njimi je 4. B, ampak to je še vedno daleč. Predstavili nam bodo svojo dramo Besedni kič. Kot sem povedal, je to najboljša drama, tako da se boste naslov zapomnili, jutri grem spraševati po razredih. Dobili boste tudi kakšen gledališki list. Po koncu predstave gospod režiser Filip Čop deli zunaj avtograme, tudi glavne osebe delijo zunaj avtograme, vrsta naj se postavi v eno kolono, ker vsi vemo, da vsi hočete avtograme. Osebi pa so zapisali M kot minimalne, O kot osnove, S kot slabega, T kot teatra, torej minimalne osnove slabega teatra. Pa pogledamo, kaj so nam pripravili.
S čim si lahko to Inžejo želite potešiti? Z najboljšim vinom, s katerim si je velik kiti. Odlična izbira. Za hrano potrebujete še čas? Lepo pozdravljam. Ta večer je bil zares je prijeten. Mogoče, ko spet v mestu si ponovljiva ga. Ja, pa dajva. Kaj pa če praviš na večer Silvestra Svetega? Lahko. Kje pa bi se takrat dobila? Kaj pa če kar na mostu, v katerem se nam je nesreča zgodila? Zmenjeno. Kako se veselim? Kot otroki se veselim darila. Ko me čakam, ko bo Andrej videl, ko bo na most zabila. Upam, da rože bodo všeč. Sicer za njih je veliko denarja, šlo je preč. Tega denarja ni mi žal. Samo da vidim spet njen nasmeh zao. Kako lahko je kaj takega naredila? Na svetega večera, na svetega Silvestra dan, me samega pustila? Že mi je rožniček, prosim. Ja, seveda. Tu bo 78 centov, prosim. Ja, takoj. Kaj rožniček dobiš? A to se ti pa rada dogaja, kaj? O, ti si. Kaj pa ti tu? Ja, delam. Vidi. No, prosti, res sem. Dobijo. Živijo. Danes si pa zgodna. Kako ponudil kavo? Ja, prosim, ja. Ne, samo zate, zvoli. Hvala. Nisem vedela, da strežete kavo. Se drugače ne, zate pa že lahko predvidi sjemo. Ti ne boš? Ne, jaz ne pijem kave. Kje pa si se potem naučil delati tako? Mama je pa smo rada pila. Jo je? Lani se je poslovila. Moje sožalje. Smo se zdaj morali. Ja, seveda, evo, zvoli, pod standard, notri sem ti dal še presenečenje. Upam, da ti bo pa všeči. Upam, da nisi šel samo vzami tega peče. Ja, mogoče sem, mogoče pa tudi ne. Ko bi tu slugo lahko vrnila, ne? Ni problema. Ti lahko plačam. Ne, kar je povedal. No, prosim, sedaj sem jih Ja, bilo. Veš, kaj kavo mi je skuhal? Pa je zelo strižejo, ne? Mogoče se pa samo smo pogovarjali, kavo spomin. Ja, ampak oni sploh ne pije. A kaj? Pole sam zate skuh kavo. Ja, in to ni vse, še pecigom ni strikal. Veš, prijateljica mi je govorila, da te vsako leto čaka na tistem mostu za Silvestrovo, pač da jaz nisem čist nič verjela, ker pač to so sliške in prizori slabe romantične komedije. Ampak zdaj, ko mi to govoriš, ne vem, mogoče pa nekaj resnica v tem, mogoče pa te še zmeraj ni prebolel. Zakaj pa meni tega ni nobena podbirala? Ja, veš, takrat da si lahko slabo počutila, ker pač si ga pustila tem sam, da. Pa ti nismo hoteli še tega povedati, da ti ne boš še služil. Ja, ampak Bošček tam vsako zimo čaka za novo leto, medtem ko se ostali zabavno. Ja, ampak se čaka tebe. Mislim, če si ti tako smila, ne, zakaj si ga pa takrat pustila samega? Takrat nisem bila prepričana v naju, sploh ga nisem poznala. Saj veš, zveze na dolgo razdaljo so precej zahtevne. Ja, ampak kaj bo zdaj? Sedaj živi tu in res, da si prirasla k srcu. Lahko rečem, da res uživam v pogovoru z njim. Pazi, da ga ne boš nekaj prizadela, ker če ga je to že takrat postala, če ne zavrnita nekaj, mislim.
Tokrat sem pripričana. Pa daj ne nori spet, no. Saj veš, da je ne bo. Zakaj se pripravaš v razočaranje? Pridite, raje z nami. Ne, letos bo prišla, letos bo drugače čutim. Zakaj? A zaradi tega, kako to tvojo pekarno. A to pa kaj spremeni? Saj v tvojo pekarno, kako to tujna babica. Daj raje šlo vam povati. Zikaj bo resina. Kaj se dogaja med mano, pa njo ima samo midva, tako da, hvala, res. Ja, no. Pa pej, sam poj nek meni joka, zaradi tega spet nam. Ja, evo, hvala ti. Ja, sega. Zakaj se delam take utvare? Zakaj me ta bolečina še zmerom tara? Kot zadnjih 5 let je tudi letos ne bo. Zakaj je sploh kaj drugače bilo? Ker sem pecivo spekal? Ker sem z njo kakšno rekel? Še zmerom zame ne mara. Zakaj tako čakam na leta star? Ves tudi očitno je za manj. Zakaj se jih tako veselim vsak dan? Vsakodnevno veselje nisi sam. Zakaj nam misliš, da ne hodim kam drugam? Prišla si, sem vedel, da boš prišla. Prej ni tako zvenilo, ko si sam sebi govoril. Ampak letos sem vedel, da bo drugače, kot je bo prejšnja leta bilo. O, saj ti pesem daje znak. Čakaj, da pridem bližje en korak. Samo en velik wow, res, vrhuljak emocij, vrhunec slovenske dramatike, to je smetana. To je premalo navdušeno ploskate, pač, ne vem, ne znate ceniti umetnosti.